Dobro jutro vam voščimo tudi danes z valov Radia Sora v naši radijski klepetalnici, v kateri pozdravljamo Žiga Kršinarja, mladega gospodarja, ki zadnjih 8 let skrbi za rast in razvoj ekološke učne kmetije Kršinar v osrčju Polhograjskih Dolomitov. Žiga, dobro jutro in dobrodošel v naši družbi. Ja, dobro jutro. Kako? Hvala za povabilo. Z veseljem. Kako je zjutraj pri vas na kmetiji? Kako zgodaj se začnejo? Ja, danes je bilo majhen bolj zgodaj, ja. Sem mogel še en meso pospraviti, naštimati za salame. Drugače pa mi smo kar netipična kmetija. Se ne ukvarjamo z mlekom, zaradi tega tudi ne ostajamo lih ob 4 zjutraj. Spoštujemo vse kmete, ki se ukvarjajo z mlekom in ostajajo tako zgodaj. Jaz osebno ne bi mogel, no. Je kar zgodnja ta četrta. Čeprav pravijo, ne, da se človek menda vsega navadi. Ja, sigurno, ja, ampak dan je dolg, sploh na kmetiji, v tistem času, ko je veliko dela, tako da jaz kar včasih me tudi kolegi hecajo, lahko tepke si kmetka, lahko spiš do 8, ne. Je res, da je včasih to luksus, včasih je treba ostati, jaz ostajam ponovadi ob 7, no. Prej pa ne. Potem pa v miru prva jutranja kavica in plan dela za naprej. Najprej fruštek mi rečemo, polena kava, pa gas naprej. Tako, tudi danes bo verjetno tale gas naprej štartal malo kasneje, pa se bova midva zdajle morda spomnila tvojih začetkov. Menda si že kot otrok oziroma kot dijak vedel, ne, da te bo pot peljala na kmetijo. Kaj pa je bilo tako privlačnega na kmetiji, na kmečkem življenju, da si že takrat rekel, ko bom velik, bom pa jaz kmet? Ja, ne vem, jaz sem bil že star 3-4 leta, sem cele dneve, mi smo imeli včasih eno kravo, jaz se še spomnim, moja stara starša sta imela, pa tista krava šla ven in je bila štala prazna in to je bilo meni tako težko kot otroku, pa sem bil potem zaradi tega skozi pri sosed na kmetiji, cele dneve, res, in sem jaz skozi govoril, ko bo velik, bom kmet, čeprav zemlje nimamo skoraj nič, le, in so se mi vsi smejali, evo, no, potem sem pa tam ko sem bil, koliko sem bil pa star, ne vem, sem še po mojo osnovno šolo hodil, sem svojo staro mamo nahecal, da je kupila najprej eno kozo, pa smo imeli 2, in pa ona rekla, zdaj imam pa jaz dosti teh koz, jaz sem bil pa takrat star že 17 let, sem pa rekel, bom pa jaz tile 2 koze imel, no pol iz 2 jih je ratal 5-15, zdaj jih imamo pa tam tudi do 120 pridemo, takrat, ko je sezona jaritev, ne, tako da, ne vem, jaz se mi zdi, da je to neko poslanstvo, no. Biti kmet je poslanstvo, nič drugega. In tista služba, ki te, praviš, izpopolnjuje, biti sam svoj šef ima zagotovo, ne, svoje prednosti in hkrati verjetno tudi izzive, da ne bova rekla slabosti. Ja, mislim, jaz sem probal službo od 7 do 3 in vsak dan isto in sem videl, da to zame ni. Boh ne daj, raj delam cel dan ko bik, pa da delam skozi eno in isto cele dneve. Se mi zdi, da mi premalo spoštujemo kmete. Kmetje so za moje pojme največji menedžeri, kar jih je. Ker eno kmetijo voditi, kdor je to probal, ve, da to je daleč od tega, da bi bilo lahko. Ti si praktično moraš vsem odločati. Če ti narediš napačno odločitev, pač lahko zapreš, tako kot podjetje. Ampak na kmetiji je tako, da na podjetje, ki ima svoje prostore pod streho in orodje, ni odvisno od tog dejavnikov, kot je kmet. Na kmetiji smo mi odvisni od vremena, od se pravi suša, poplave, pozeba. To je toliko enih dejavnikov, bolezni recimo, ne? Zdaj se nam pojavlja prašičja kuga, prej je bila se pravi parklovka, prej je bila ptičja gripa, ne? In toliko enih dejavnikov, ki jih je na kmetiji, katere je treba upoštevati, jih v nobeni, si upam trditi, da v nobeni drugi panogi gospodarstva jih ni. In ti praviš, da si izbral najboljše zase in da dejansko živiš svoje poslanstvo z vsem srcem. Ja, sigurno. Ni vedno lahko, ampak tako, pa če bi pa sebe pogledal, pa se primerjal s kakšnimi svojimi kolegi, ki hodijo v službo, da vem, zdaj smo bili skupaj 2 dni, to je samo eno jamranje. Jaz pa nisem nič, ko sem me vprašal, kako pa kaj na kmetiji, pač vedno odgovoriš, super, zdaj smo pa še to naredili, pa to, ne, oni pa sam, pa me zafrkava, pa tam šef, pa to, ne, pri nas tega ni. Je res, da so oba z Barbaro zdaj zaposlena na kmetiji, tako da včasih sva pač sodelavca,
poleg tega, da sva tudi partnerja, da imava Izaka in včasih je treba to sprejeti, niso vse stvari čez dan rožnate, ampak skupaj zmoremo in premaknemo cele gore lahko. Tako, in pravite, kot imate zapisano na Facebooku, na kmetiji je lepo. Ja, sigurno. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Na stežaj danes odpiramo vrata ekološke učne kmetije Kršinar, ki ima mesto v ostrčju Polhograjskih Dolomitov. V našem studiu pa Žiga Kršinar, mladi gospodar, ki je pred 8 leti stopil na pot, ki si jo je začrtal že v otroštvu. Zdaj, Žiga, če smo čisto iskrena, ob tvoji odločitvi, da postaneš kmet, je bilo kar nekaj, verjetno tudi skeptičnih pogledov in vprašanj, če to misliš, da je čist zares, ali je to samo kakšna kaprica? Ne, čist zares, vse je bilo že pri nas doma. Pri nas doma je bilo kar pestro takrat, ampak sta moja starša to težko sprejela, jaz verjamem, da ja. Ampak zdaj pa sem zelo vesel, ker tudi pomagata, če se le kaj da, in če mi gremo za kakšne 2-3 dni na oddih, tudi poskrbita, da takrat kmetija teče tako, kot je treba. Ampak bilo je pa veliko, ja, mislim, enih vprašanj, ti kot inženir agronomije boš zdaj doma krave pa koze futrov, ja. Mislim, jaz bi lahko dobil službo, ki praktično na takih položajih, kjer si bi kdo to res želi, ampak zame to ni. Jaz od tega bežim, ker se mi zdi, da je doma je veliko težje zaslužiti denar, ampak je pa ta stvar zelo, kako bi rekel temu, nimaš nobenih tistih dejavnikov zraven, ki jih take službe potegnajo, se pravi, kakšnega mobbinga, šikaniranja, ki prej slej do tega pridejo, ne. In v 8 letih, odkar si na samostojni poti, si iz kmetije naredil pravi boom, lahko rečeva, jo povečal, naredil skoraj da samooskrbno, spremenil v učno kmetijo. Če zdaj le narediva eno tako osebno izkaznico kmetije Kršinar, koliko vas pravzaprav je na kmetiji, kaj vse počnete, kaj vse pri vas raste, živi, diši? Ja, pri nas kmetije prej ni bilo, tako da je bilo treba to zelo po korakih. Se pravi, prvi korak je bil izgradnja novega hleva za koze, to smo doma naredili v goru vasi Topol, potem pa naprej, pač jaz sem včasih imel neko fiksno idejo, da bom, ko sem hodil še na faks, seveda so nas učili vse sorte, samo o ekološkem kmetijstvu, in sem imel neko fiksno idejo, da bom imel pa enih 200 koz in bom to na veliko jaz delal. Pa sem hitro spoznal, da taka realnost pri nas v hribih ne gre skozi. In sem se rajš usmeril več dejavnosti, pa tiste mal manjšega obsega, ampak sem videl, da je to na dolgi rok dobro, ker če ne vem, imaš 1 leto težavo s pozebo, pač probaš nekje druge bolj izkoristiti, ne. Se mi zdi pa tale učna kmetija ena lepa priložnost, ker vemo, da je kmetijstvo zelo, jaz rekel temu, res očrnjeno v zadnjem času in to probajo, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da probajo že majhne otroke izobraziti. Včasih so nas učili, da onesnažujejo tovarne, zdaj pa otroke učijo, da onesnažujemo kmetje. Tako da sem bolje študiral, kako bi to stvar probal obrniti in sem se odločil, da bi šel v učno kmetijo za šole in vrtce. In zdaj zaenkrat še urejamo vse skupaj, ampak že seveda sprejemamo skupine in so rezultati zelo dobri, ker mladi res to vidijo, da ni noben bav in da kako se to dela. In se mi zdi, da na tak način lahko izobrazimo našo mladino, našo prihodnost, ker mislim, da to generacijo nas smo že zavozili, na mladih pa lahko delamo. Tako, na mladih svet stoji, zdaj omenjene so bile koze, ampak niso pa koze edine prebivalke vaše kmetije, ne? Ne, naša kmetija je zelo specifična. Mi imamo krškopoljske prašiče, to je slovenska avtohtona pasma, imamo kokoši, poleg teh kokoši, ki so navadne nesnice, imamo tudi štajerske kokoši, ki je slovenska avtohtona pasma, imamo koze, drežniške tudi, ki so tudi slovenska avtohtona pasma, imamo cike, to je slovenska krava, slovenski ponos, jih imamo tudi kar nekaj. Potem smo temu dodali, jaz sem enih par, vsi govorijo zdaj o teh nevladnih organizacijah in o teh
društvih, ki rešujejo živali. Ne. Noben pa se ne vpraša, koliko je kmetov v Sloveniji, ki imajo take živali, ki jih ne bi nikoli zaklali, pa jih imajo za svoje ljubljenčke, in tudi pri nas je kar nekaj takih živali. Ne. Imamo ponije, imamo osle, imamo pritlikave ovce, pritlikave pujse, imamo činčile in kar nekaj od teh smo jih tudi rešili kot rešenčke in pri nas živijo lagodno življenje. Čeprav vem, ste enemu zajcu rešili življenje tako, da ni končal v loncu, ne? Pa tudi enega konička ste posvojili, pa pri vas zdaj živi in diha s polnimi pljuči. Ja, žal ga ni več med nami, ker je bil star 27 let in nas je zapustil v lanskem letu. Tega konja ni več, ampak imamo pa še unga zajca, imamo pa tudi činčile imamo še, pa tudi ponije imamo še te, ki so v bistvu oba ponija sta bila tako pripeljana, ker so se jih nekje naveličali, pa sem jih jaz pol odkupil pa pripeljal na našo kmetijo. In zdaj tam uživate v družbi živali in tudi malih obiskovalcev, ki z velikim veseljem prihajajo na kmetijo. Kakšno veselje pa je zate na domači kmetiji pozdraviti otroke iz vrtcev, otroke iz šol, ki z velikimi očmi opazujejo vse okoli sebe in kar srkajo znanje? Ja, to je pa nekaj najlepšega, res, to pa ne moreš verjeti, kako je to, koliko otrokom polepšaš dan in tudi takrat, ko pridejo, pozabijo na vse alergije, mi krmimo našim živalim izključno seno, ne. In pač vemo, da nekateri so alergični imajo senen nahod in podobne stvari, nekateri so alergični na dlako in na vse to, ampak ko pridejo k nam, ker otroci na vse te stvari pozabijo in se sprostijo in res imamo eno tako, bi rekel temu, hektar veliko učno posest, zraven se drži še gost in tukaj so otroci res lahko čist, samo svoje, sicer jih vodimo skozi to našo posest in malo razložimo stvari, ampak vedno imajo več kot uro časa vsakič, ki pridejo tudi, da delajo tisto, kar jim paše. In ne boste verjeli, kaj je najbolj popularna zadeva. Vožnja šajtrgo. Ja, res. Jaz sem v začetku imel samo eno, zaradi tega, ker gremo, da vse te živali nahranimo, da peljemo sabo, a ne? In pol sem pa videl, da je to nekaj tazga in zdaj moramo še nekaj parih kupiti, ker se vozijo en drugega, jaz njih vozim, tako da to je eno tak, a ne zanimivo, ne bi nikoli rekel. Ja, tako enostavno, preprosto, nekaj, kar smo mi kot mulci v mladosti počeli, ne, pa očitno to ostaja tudi generacijam, ki so že navajene na pametne telefone in ekrane. Ja, res, ja, in oni, ki pridejo k nam, jih res fascinirajo, ne, mi imamo tudi bosonogo pot, imamo ribnike in take stvari in oni opazujejo, to je res zanimivo, koliko se ti lahko v tistem času teh otrok naučiš, ko oni pridejo, ker oni na to tvojo kmetijo gledajo čist drugače, kot gledaš ti sama, ne, in sprašujejo take stvari, res ne moreš verjeti, koliko enega znanja nekateri otroci še vedno imajo. Najbolj so me presenetili pa otroci, ki se pridejo vsako leto iz osnovne šole Nove Jarše. Vemo, da so oni otroci betona, a ne, in asfalta. In je pa ogromen teh, bom rekel, še beguncev iz časov tistih balkanskih vojen in te otroci, ki pridejo k nam, nimajo vse jasen. Prav pri mojih dol, mi imamo to pa to pa to, se pravi, imajo še en stik s tem pristnim kmečkim življenjem in moram priznati, da sem se kar nekaj od njih naučil. Katero pa je bilo morda tako najbolj nenavadno vprašanje, ki si ga dobil strani otrok? A ti pade kakšno na pamet? Ne, mogoče, ja, mislim, lih ta fant, ki je bil, mislim, da bo bilo ime Mile, me je sprašal, ima tvoj traktor servovolan? A ne? Zato, ker vemo, da v Srbiji in v Bosni dol imajo vsi IMT-je in je servovolan velik luksus, a ne? Mi gor pri nas v Sloveniji, ki smo pa mečken bolj napredni, se pa sploh ne sprašujemo več, ampak ima praktično vsak traktor, ki mečken boljši servovolan, že je serijski. Tako, dobro, toliko za enkrat, Mini in Maxi, naslednje 3 minute, potem pa rečemo še kakšno, tudi o avtohtonih pasmah in življenju na kmetih. Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj odpiramo vrata kmetije Kršinar skupaj z Žigo Kršinarjem. Zdajle smo si privoščili Mini Maxi. Žiga, tudi glasba je ena od tvojih ljubezni, ne? Ja, velika. Zdaj v zadnjem času sicer malo manj. Mislim, tako, v javnosti, z veseljem pa kadarkoli imamo na vas kakšno praznovanje, ker jih ni malo. Sem res prav vesel, da se je naša vas, da je tako povezana in da tako skupaj živimo in delamo en z drugim. In imamo res veliko teh praznovanj in takrat pa z veseljem zgaj. Pa doma seveda, ja.
moram Izak zmerjati, da je nekaj zašpilej pa pol. Pa ob delu tudi kaj zapoješ, tako kot si nekdaj sklapo Galus, ki smo jo pravkar slišali? Ja, seveda, to pa zvedno v traktorju ali pa če obrazujem sadje ali pa karkoli delam. Zmeri nekaj, sicer mene v zadnjem času, mislim, vedno mi je bilo najbližje fantovsko večglasno petje. In tudi smo imeli en kvartet gor na vasi, pa moj kolega se v celu in smo pač to opustili, ampak vedno smo pa na vasi pel fantovsko, če ne drugače na pogrebih, ne. In sem pa zdaj vesel, ker mislim, da nam bo ratal spet en kvartet narediti, tako da to je pa tisto, kar je za mojo dušo. Odlično, bomo spremljali in takrat spet prideš k nam v studio. No, omenil si že delo v Sadovnjaku, kar precej pestra je tudi pri vas izbira sadja, tako tistega na drevesu, kot seveda tudi tistega na grmičevju, na jagodičevju. Kaj vse raste na vaši kmetiji? Ja, mislim, jaz sem velik ljubitelj sadjarstva, ker sem tudi na faksu dokončal smer sadjarstva, to me je vedno vlekel, vedno me je bilo zanimiv. Tako da smo imeli pa en problem, ne, leta 2014 se mi zdi, da je bil ta huč let in takrat je pri nas praktično te visokodebelne travniške sadovnjake čist zradirali, ne, in je bilo treba vse štartati na novo. Jaz sem v svojem tem življenju, ker ga imam za sabo, posadil že enih, ne vem, ne štajem več, ampak sigurno nekih 300 dreves, brez grmovnic in tega. In pa zdaj pa že počasi obiramo prve plodove, kar se tiče jagodičev, je pa sploh ena moja velika ljubezen, tako da to smo pa nasadili, prav poseben vrt samo tega in imamo praktično vse, kar lahko tukaj raste. Se pravi, beli ribe, rdeči, črni, joste, razne kosmule, potem imamo kivije, bavarske in navadne. Mislim, resno, to je tako, jaz delam malo poskuse, asimino, da vidimo, kaj tukaj pri nas raste in moram reči, da imamo izredno dobre rezultate. Imamo tudi sibirske jagode, japonske jagode, tudi trto smo nasadili, jadilno, ampak vse, kar sadimo odporne sorte. In kdo potem to vse poje, predela, pokuha, spravi v promet? Ja, zdaj tako je, ne, glede na to, da je zadeva še dokaj mlado zasajena, ni problemov. Veliko obdela živali, se pravi tisto leto, ker ni hrane v naravi, ptiči svoj del vzamejo, ne. Drugač imamo zagrajen zaradi srn in podobnih štirinožnih prijateljev, pri nas je kar velik te divjadi. Drugač pa delamo, Barbara dela marmelade, razne sirupe, tudi nekaj smo že prodali svežega sadja, predvsem je moj cilj, da bi prodali to kot sveže sadje, ker itak živimo od tega in je treba zaslužiti, ne? In se mi zdi, da je to najlažja pot, veliko lažja in tudi ljudje to iščejo. Zakaj bi kuhal marmelado, če lahko ljudem prodam sveže slive, pa si sami skuhajo, a ne? Prehranem malo dela, nisem pa toliko zgubil finančno. No, če sva zdaj že pri delu, meni je ob brskanju po vašem Facebook profilu najbolj ostala v spominu fotografija sveže odsvrtih odsvirkov, ne, ena žlica odsvirkov na dan, od žene zdravnike stran pravijo. Zdaj, če sva že pri tem, prisegate na avtohtone slovenske pasme. Zakaj se vam zdi to tako zelo pomembno? Ja, iz preprostega razloga. Ko sem jaz hodil na faks, so nas učili samo produkcija. Noben pa ni takrat, vsi smo govorili samo o litrih mleka, o kilogramih mesa, o kilogramih, ne vem, jabolk na hektar. Mogoče vam dam samo eno tako primerjavo, ko sem jaz začel hoditi na faks, je bila dobra praksa 25 ton jabolk na hektar. Ko sem jaz nehal hoditi na faks, pa ni bilo to pa tistih 6 let, tako, je bila dobra praksa 40 ton jabolk na hektar. Se pravi, v 6 letih 15 ton, ne? In sem pol začel študirati, se neko tle nekaj ne gre skupne, ker vemo, da eksponentna rast v naravi ni mogoča. Ne. In pol sem jaz začel študirati in sem rekel, mogoče pa le ni vse v produkciji. Ne. Mogoče je pa tudi, zakaj bi jaz gojil, ne vem, pasmo krav, ki ima, ne vem, 900 kil, s tem bom uničil površino s pašo, imam pa ciko, ki ima tistih svojih 400 kil, je odlična, izkoristi odlično pašo, na koncu imam pa glih kot ta leta od dne, pa nič manjši ni, kakor od tiste šarolejke, ne. Pa v bistvu je, kot praviš, cika
slovenski angus, pravzaprav isto, samo domače, ne? Zdaj me bo kdo kregal, ampak jaz sem to nadel kot neko tržno blagovno znamko, ker takrat včasih noben cike ni poznal. Zdaj že vsi vejo, kaj je cika. Cika ima izredno marmorirano meso, to je ista lastnost kot pri angusu. Če pogledamo angusa, pa pogledamo ciko, sploh krava, recimo, sta si zelo podobne, a ne? Nizka krava, majhen bolj taka nabita, in tudi samo meso je izredno kvalitetno. Zdaj pač tega slogana skoraj ne rabim več uporabljati, ker vsi vejo, kaj je cika. In cike krave so res, no, mislim, to je pa ena taka velika ljubezen ratala, ker to je pasma, ki izredno dobro izkorišča slabo krmo, izredno dobro izkorišča pašo. Mi nismo pri cikah enkrat rabili veterinarja, same imajo porode, ponavadi pridemo v štalo, je teliček že suh pa sita, ne, sam še pobožeš ga, pa številko mu daš v ušes in je to. Ker vemo pa, da druge so pa kar težave. In tudi pri cikah imamo mi, če je vse v redu, tudi izredno dobre priraste na teletih in imamo na koncu glihko enega lepega telička, ki ga v večini primerov prodamo za pleme naprej, ker imajo vse krave tudi rodovnik, ali gre za pleme, ali ga pa pač, če pa ni za pleme, pa gre tudi za maso, a ne, tudi jesti je treba. Tako, če pa ostane doma, ga pa scrkljate tako kot vso ostalo živalsko populacijo na kmetiji. Ja, kakšen pa ostane tudi doma, sigurno, ja. No, tako, midva si bova zdajle privoščila še nekaj glasbe. Na domačo Katarino odhajava, potem pa poveva še kakšno zanimivo zgodbo z kmetije Kršinar. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaju ostaja z nami Žiga Kršinar, mladi gospodar ekološke učne kmetije Kršinar, ki pravi, da je zdrava hrana vse pomembnejša dobrina in da je znanje tisto, ki še kako šteje tudi na kmetijah. No, zdaj, če sva že pri znanju in delu na kmetijah, inovativnost je tiste, ki pravzaprav poganja pri delu na kmetiji tudi tebe. Kako pomembna pa je inovativnost v kmetijstvu dan današnji? Ja, se mi zdi, da kar sej pač napredek je vedno neko gonilo, ampak je hecen, da je le nova gonilo napredka. Tako da jaz imam na kmetiji, ker sem od začetka bil res sav za vse, sem veliko enih sistemov razbil, recimo jaz krave futram enkrat na 3 dni, recimo, ne. Koze lahko tudi samo enkrat na dan nafutram, pa imajo potem za več dni. Pa so vedno site, ne? Da ne bo kdo zdaj rekel, boge živali, ne? Tako, ja. In pač sem mogel razbiti ene sisteme, ki ti olajšajo delo. Zakaj bi jaz zdaj neki se ful matral, že tako je polhan dela, zakaj bi se ne vem kako matral, če si lahko to stvar olajšaš. Ja, tako da zdaj pa vidimo te mlade kmete, ki so pa izredno inovativni tudi pri izdelkih, a ne. To mi se držimo kar ene tradicije, se mi zdi, pač razen teh stejkov, ki so tako popularni zdaj, to zorimo, drugače pa ostalo se pa držimo tradicije in tudi pri izdelavi teh naših izdelkov, ne vem, sirupov, salam, marmelad in sokov in vsega, pač se držimo res teh receptov, brez kakršnekoli kemije, brez nitritov, brez sladkorja, se pravi, včasih so naše stare mame delale 1:1, ne, se še vsi spomnimo, se pravi, kilo sadja, kilo cukra, mi pa delamo danes kilo cukra, 3 kile sadja, saj, ne. Pač probaš narediti poskus in dokler je salama še, da se ne pokvar, ne, govorim zdaj o marmeladah, da je marmelada se ne pokvar, pač lih toliko cukra daš, da je zadeva taka, kot mora biti in je pol samo okus čist drugačen. Ne? Tako, da gre vsem v slast. Zdaj sam praviš, da zdrava hrana postaja zelo pomembna dobrina in da imamo v Sloveniji ogromen potencial za pridelavo zdrave, varne, ekološke hrane, pa se mi tega zavedamo. Ja, zavedamo ali ne. Jaz bom tako rekel, bom kar začel, recimo, mi sebe ne morejo primerjati z Nizozemsko. Govorim za Slovenijo. Slovenija je v bistvu tudi, če imamo integrirano predelavo, je v primerjavi z neko ekološko predelavo iz držav tretjega sveta, za moje pojme, veliko bolj zdrava. In tudi varna. Zanj so lik dali v analizo to, kar jaz skozi govorim, ekološke predelke iz Španije in iz Italije in so ugotovili, da vsebujajo več pesticidov, kot kar jih naši integrirani izdelki. Tako da najlažje, veste, ponarediti papir, da je stvar ekološka, ne. Govorim za uvoz iz tujine. V Sloveniji predelujemo zdravo, kvalitetno hrano, treba jo najti.
Jaz mislim, da je to najmanjši problem kmetov, je dovolj, ki predelujejo to hrano. Če bi pa hotel, zdaj govoriva, da bi pa hotel, da cela Slovenija prideluje hrano samo na ekološki način, bi pa mogli aktivno vključiti v proces dela, govorimo kopavanja, sajenja, pletja in vsega, kar pa še zalivanja in vsega, kar pa še zraven, vsaj enih 40% prebivalstva. Zdaj pa bo vsak pri sebi razčistil, ali pripravljen prijeti za motiko, za grablje, za vile, pa z take pripomočke in fizično delati vsak dan 7-8 ur, da bo jedel tako hrano. Tako, ker za to pa še ni aplikacije na telefonih, ne? Ne, tudi ne bo. No, midva si bo zdaj le privoščila še nekaj glasbe, potem pa, še enkrat pokukala na ekološko učno kmetijo Kršinar. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Še nekaj minut tegale ponedeljkovega jutra nam je ostalo o družbi Žige Kršinarja. Jih bomo preživeli na ekološki učni kmetiji Kršinar v Polhograjskih Dolomitih. Ja, nekaj smo že izvedeli o zdravi hrani, nekaj o vas in vašem delu na kmetiji. Zdaj le pa morda, če rečeva še kakšno o dodani vrednosti, ne? Sam prisegaš na to, da v vsaki stvari iščeš neko dodano vrednost. Zakaj ti je to tako zelo pomembno, tudi pri, ne vem, čisto vsakdanjem delu na kmetiji? Ja, zato, da lahko preživimo. Čisto enostavno. Brez dodane vrednosti bo kmetija, če ne bo imela ne vem kakšnega obsega, zelo težko preživela. Je pa sigurno, da ta obseg se vsako leto veča. Kmetje, ki so včasih, lahko jaz govorim starejšimi kmetje, rekel sem, prodal 8 bikov, pa sem nov traktor kupil, danes 80 bikov ni dovolj za nov traktor, ne. Tako da, ampak to je 20 let vmes, nič več. In tako moram jaz začel študirati, pol neki tle ne štima, ne. In vemo, koliko ljudi se napaja na sistemu kmeta. Včasih je kmet dajal 10, pa so bili kmečki upori. Danes kmetu pri kili kruha ostane 10, pa se noben opre. Mene je to zanimivo, res. In sem pol začel študirati, pač tudi če bi se jaz ukvarjal z neko predelavo pšenice ali pa česarkoli, ker se ne morem gor pri nas v hribih, bi raje imel samo 1 hektar, pa bi z tiste pšenice kruh pekel, a ne? Bi ga že prodal. Tako da vedno tako razmišljam, a ne? Da je treba, da je kmetija tržno naravnana, da lahko od tega tudi preživimo, ne samo životarimo, ampak tudi preživimo, da si kdaj lahko kmet tudi kaj prvoš. Hkrati pa vedno znova kmetiji dodajaš kaj novega, ne? Na začetku si sanjal o tem, da boš imel čebeljak, zdaj čebele že brenčijo tudi pri vas. Ja, zdaj bojo zabrenčale v aprilu. Odvisno od vremena. Mi smo čebeljak postavili, Barbara bo čebelarla, jaz si bom seveda pomagal, ker bom le lahko. Pani so že, čebeljak stoji, zdaj pa v aprilu dobimo tudi naše predrage kranjsko sivko, še eno avtohtono slovensko pasmo, in to je naša čebela, in bo ona pač začela čebelariti in bomo imeli tudi domač med. Odlično se tole sliši. Zdaj mimo grede, ena od želja, če sem prav prebrala, je tudi muzej pod Kozovcem, a to še drži? Ja, jaz mislim, midva, Barbara je restauratorka po izobrazbi in jaz sem tudi nor na starine, bil že od nekdaj. In res imamo, da v starem podu tega orodja sploh ne vemo, kaj vse imamo gor. Jaz tudi kakšno kmetijo podirajo, pa pol hitletim kaj iskat. Tako da je enkrat cilj, no sej to bomo sigurno tudi naredili, da bomo naredili en muzej starega orodja, kjer bomo lahko mladem pokazali, koliko so se pa včasih ljudje res mogli matrati, da so si pridelali nekaj, kar se nam danes zdi čisto samoumevno. Pa še znaš vso to orodje tudi prijeti v roke in uporabljati? Ja, zdaj, če govoriva o tem, kaj še delamo na roke, ja, tudi koso znam prijeti brez skrbi, tudi kosim. Moj starata je bil odličen kosec in me je naučil kositi, je pa res, da je to kar garanje, no. Se pa tudi zalotam, moj pradedek je bil pa tesar in se zalotam, da gledam tisto orodje in nimam niti najmanjšega pojma, zakaj se določeno orodje uporabljalo, ne. Tako da se je v 2 generacijah zgubile ogromnega znanja, ki ga bomo težko dobili spet nazaj. Bo pa to priložnost za raziskovanje in morda tudi nov izziv. Kako pa smo s pavom? Čeprav vem, naj bi tudi ta nekoč prišel na kmetijo, a smo se že premislili? Ja, želja je bila, ampak so ga imeli pri sosed, pa smo pol videli, da to ne gre, ker moraš res biti nekje na samem, da imaš lahko kakšno tako žival, ne.
Ni to za naše konce. No, sicer pa je na kmetiji zdajle veliko dela, kar dobro ste glede na vreme letos že zastavili, kaj je trenutno najbolj aktualno in kakšen privilegij je pravzaprav, kot ti praviš, pridelava hrane. Ja, res, mislim, mi doma, mi z mlekom se ne ukvarjamo, tako da mleko kupimo od kmetije iz Medvod, oziroma mlečne izdelke, prav tako, ker rabimo mlevskih izdelkov, kupimo tudi od ekološke kmetije Črnetke, tudi iz Medvod, ostalo predelamo sami in je res luksus, odpreš skrino, imaš vse. A ne, sej eni pravijo, lahko moja tašča pravijo, lahko vam, kam imate vse doma, ja, pridi za 14 dni pa probaj, ne. Res je luksus, ampak je pa tudi delo, pa najbolj je pa meni res to všeč, da lepo zjutraj pojemo zajtrk, pol imamo kosilo skupaj, ki ga sami skuhamo, pol imamo večerjo, ki ga sami skuhamo, tako da res v bistvu, tako kot je naš slogan, ko veš, kaj ješ. Glede na to, da včasih slišiš točno to, ne, vam kmetom je lahko, skoraj da vse vam pade v roke, pa subvencije, ne. Mi je bila zanimiva ideja, ko si nekoč dejal, da bi bilo fajn, če bi vsak v življenju enkrat probal nekaj pridelati, da bi videl, koliko truda pravzaprav je potrebnega. Bi se na ta način morda tudi delo in ne nazadnje veliko znanja kmetov bolj cenilo? Ja, sigurno. Zdaj tudi grozna gonja proti mesu. Jaz sem rekel, vsak, ki bi hotel meso jesti, pa naj se tako grdo sliši, bi mogel tisto žival, ki bo pojedel sam zaklat. In pol bi mi pojedali v štartu pol manj mesa. Jaz pač vem, kako je pri nas doma, mi ponudimo praktično čisto vse, kar je od določene živali. Nekdo bi pa jedel, ne vem, jaz sem enkrat enega kolega vprašal, sem, ko si že kdaj jedel piščančji vrat? Ne, kvaj s tabo, ne? Ja, pač piščanc ima tudi vrat in je treba pojesti vse, a ne? In to sem jaz že kdaj rekel, če bi bil ta sistem, mi bežimo od odgovornosti, se pravi, to je ubijanje živali, a ne, po drugi strani bi pa vse rad imeli. To ne gre. In če bi res mogel si vsak sam pridelati in krompir, ki je danes čist razvrednoten, če gledava, koliko stane, a ne? Ali pa nekaj tazga, ker se vsak dan je, bi tega predelali, bi bilo tega treba predelati izredno manj, ker se ne bi nad stran metal. Ker bi se hrano drugače gledalo in spoštovalo. Morda za konec še, česa si ti želiš za razvoj kmetije Kršinar v bodoče? Ja, jaz si želim, da bi bili zdravi. Če bomo zdravi, bomo imeli vse. Ker da bi zdaj rekel, da bomo nekaj povečevali, ne bomo, kvečem bomo še malo zmanjšali, pa da bi razvili tole učno kmetijo do te mere, da bomo lahko od tega tudi en del prihodkov ustvarjali. Drugače pa želim sam, da bomo zdravi. Če bomo zdravi, pa če bomo delali lepo naprej. Tako. Žiga, hvala lepa za tale današnji klepet. Vse dobro, uspešno delo želimo, pa se še kdaj srečamo tukaj le pred našim mikrofonom, ne? Ja, hvala za povabilo in z veseljem še pridem, ja. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica.